niso vsi isti. Če ne greste na volitve, bo to en glas več za tiste, ki volilno propagando financirajo z denarjem, ki ga bodo morali vrniti svojim tujim gospodarjem. Ker niso vsi isti. Eni spoštujejo ustavo in zakon in odstopijo, kadar naredijo napako. Niso vsi isti. Eni znajo pojasniti izvor premoženja in niso žaljivi do nasprotnega mnenja. Niso vsi isti. Ne odstavljajo vsi strokovnjakov, ker jim ne paše resnica. Niso vsi isti. Vsi se ne vtikajo v delo tožilcev, da jih ne bi doletela pravica. Niso vsi isti. Niso v vseh državah namesto virusa preganjali svojih nasprotnikov. Niso vsi isti. Niso v vseh državah zlorabljali epidemije za posle svojih podpornikov. Niso vsi isti. Ne bi vsi v času, ko je ogrožena sociala, kupili oklepnih vozil in transportnega letala namenjenih misijam v tujih državah. Niso vsi isti, niso vsi za svoj žep med vojno prodajali orožje Hrvatom. Niso vsi isti. Vsi ne rihtajo poslov z državo svojim bratom in vodstvom v nadzornih svetih svojim advokatom. Niso vsi isti, nimajo vse stranke v svojih vrstah ljudi, ki so ženskam sovražni. Niso vsi isti. Niso vsi za prepoved splava in za ponovno uvedbo smrtne kazni. Niso vsi isti. Ne vidijo vsi v medijih le propagande in PR-a. In niso vsi svobodni zato, ker je proces proti njim zastaral. Velike razlik in niso vsi barabe, zato niso vse možnosti na volitvah slabe, ker niso vsi isti in če volitve res ne bi nič spremenile, ne bi mafijske sile dveh Kennedyjev, Allendeja in Džindžića ubile. Ker niso vsi isti in letošnje volitve so pomembne, ker so zadnja pot do rešitve iz blata, v katerem vse več mladine v Sloveniji ne vidi več svoje domovine in beži tja, kjer je bolj važno, da kaj znaš, kot to, da si ubogljivo in koristoljubno naš. Kar pa je za to vlado statistični uspeh, se več, ko gre mladih na tuje, bolj se število brezposelnih v Sloveniji zmanjšuje. Zato niso vsi isti in če ne greste na volitve, bo to en glas več za tiste, ki Slovenijo gradijo za tuje gospodarje in svojo provizijo. Zdaj pa še eno pesem bi vam povedal, ta je pa malo bolj ritmična, malo bolj preprosta, tako da bi se lahko tudi vojaki pel, ne? Varnost in stvarnost. To pa je namenjena temu, ker se eni reklamirajo s tem, da nam bodo zagotovili varnost. Varnost in stvarnost. Pred ruskim avtokratom varujemo se z NATO-m, ki pa nas žal ne brani pred lastnimi tirani. A varnost je pomembna in plačamo prav radi za to, da smo zaščiteni pred tujimi upadi. A kaj, ko naša ozemlja, bolj kot vladarja Kremlja, privlačijo sosede in privlačijo sosede, ki vse so skupaj z nami, del slavne NATO črede. In če se v njih predrami ozemski apetit, pred njim nas ne obrani naš dragi NATO ščit. Hvala lepa.